Pa smo spet tukaj. Še en krog predavanj Izraelu o zadržanosti. Še en zbor mednarodnih glasov, ki zahtevajo deeskalacijo. Še en poskus pretvarjanja, da bi se mir čudežno pojavil, če bi Izrael preprosto prenesel še en napad, prezrl še eno raketo, toleriral še eno kršitev. Toda Bližnji vzhod ne deluje tako. Izrael se včeraj ni zbudil z željo po spopadu. Zadnji napadi so sledili potem, ko je Hezbolah znova izvedel napade na Izrael in s tem kršil dogovore, ki naj bi preprečili vrnitev v vojno. Izrael je odgovoril z napadi na cilje Hezbolaha v južnih predmestjih Bejruta, območju, ki že dolgo velja za eno glavnih oporišč te organizacije. In tukaj postane mednarodni pogovor namenoma neiskren. Svet še naprej govori o Hezbolahu in Iranu, kot da sta ločena akterja. Nista. Hezbolah ni zgolj libanonsko politično gibanje, ki občasno prejema iransko podporo. To je najbolj uspešen iranski vojaški projekt v tujini. Ustvaril, oborožil, financiral, izuril in vzdrževal ga je Teheran. Njegov arzenal, doktrina, vodstvo in strateški namen so neločljivo povezani z regionalnimi ambicijami iranskega režima. Zato Iran vsakič, ko se Izrael sooči s Hezbolahom, reagira, kot da je sam napaden. Ker je iz teheranske perspektive Hezbolah več kot le zaveznik, je podaljšek iranske moči na severni meji Izraela, prednja operativna baza, namenjena grožnji Izraelu in širjanju iranskega vpliva po vsej regiji. In spomnimo se, kaj je Hezbolah dejansko storil. Od 8. oktobra 2023 je Hezbolah proti Izraelu izstrelil več kot 17.000 raket izstrelkov in dronov. Celotne skupnosti po severnem Izraelu so bile izpraznjene. Desettisoče civilistov je bilo pregnanih iz svojih domov. Družine so se mesece selile med zaklonišči in začasnimi nastanitvami. Šole so bile zaprte. Podjetja so propadla. Otroci so odraščali ob nenehnem zvoku siren. To niso bili napadi na oddaljene vojaške položaje. To so bili napadi usmerjeni na civilne skupnosti, mesta, vasi in družine, katerih edini zločin je bil, da so živeli v severnem Izraelu. A svet se je nekako navadil na to resničnost. Na tisoče raket je izstreljenih na izraelske civiliste, pričakovanje pa je, da bi Izrael moral preprosto prenesti napade, pokazati zadržanost in čakati, da diplomacija opravi svoje. A nedokončane vojne ne ostanejo nedokončane. 20 let je mednarodna skupnost Izraelu govorila, naj živi z vojaško krepitvijo Hezbolaha, naj prenaša rakete, naj prenaša tunele, naj prenaša iransko vojsko, ki pod drugim imenom sedi na naši severni meji. Vsako premirje je bilo predstavljeno kot rešitev. Vsaka diplomatska pobuda je bila razglašena za preboj. In prav vsakič je Hezbolah izkoristil ta čas za ponovno oborožitev, pregrupiranje in pripravo na naslednji krog. To je lekcija zadnjih 2 desetletij. Odvračanje deluje le, če imajo kršitve posledice. Suverena država ne more dovoliti, da iransko podprta milica izstreli tisoče raket na njene državljane, ne da bi odgovorila. Nobena demokracija na svetu ne bi sprejela takšne realnosti. Nobena vlada nikjer ne bi svojim 100.000 državljanom rekla, naj živijo nedoločen čas pod grožnjo napada, ne da bi ukrepala proti viru te grožnje. In po 7. oktobru se je Izrael naučil boleče lekcije. Ko sovražniki odkrito razglasijo svoje namene, je nevarno domnevati, da blefirajo. Tragedija je v tem, da se nič od tega ne bi smelo zgoditi. Libanon si zasluži prihodnost brez prevlade Hezbolaha. Izraelci si zaslužijo živeti brez raket usmerjenih v njihove domove. Regija si zasluži priložnost za stabilnost in blaginjo. Toda stabilnosti ni mogoče graditi na fikciji,
da je Hezbolah neodvisen akter. Ali pa da lahko Iran financira, oborožuje, usmerja in slavi dejanja svoje posredniške vojske, hkrati pa se izogiba odgovornosti za posledice. Današnja izbira ni med vojno in mirom. Izbira je med soočenjem z grožnjo, ki je že izstrelila več kot 17.000 raket, izstrelkov in dronov na izraelsko prebivalstvo, ali pa dovoliti, da bo ta grožnja jutri še močnejša. In zato, ne glede na to, ali je svetu to všeč ali ne, Izrael verjame, da mora opraviti do konca. Namen ni neskončna vojna. Namen je zagotoviti, da se bodo civilisti iz severnega Izraela končno lahko vrnili domov, obnovili svoje skupnosti in živeli brez sence iranske proksi vojske, ki sedi na njihovi meji in čaka na naslednjo priložnost za napad. Edina neskončna vojna, kot kaže, je proti Judom. In tega imamo dovolj. Prav.